Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Pa je tu. Mali medvedek se je najraje igral z očkom. Zdaj pa je izvedel, da se bo kmalu lahko igral še z nekom. Mamica in očka sta mu namreč povedala, da se bo zgodilo nekaj prav posebnega. Dobil bo bratca ali sestrico. Kdaj in kaj bo, to bo pa presenečenje. Medvedka je razganjalo od pričakovanja. Novi član družine pa se je še kar skrival pod maminim srčkom v varnem zavetju njenega trebuha. Naslednje jutro je mali medvedek vstal in odcapljal v spalnico, da bi mamici in očku zaželel dobro jutro. Toda soba je bila prazna in v hiši je bilo čudno tiho. Le kaj se dogaja? Je zamomljal in odtacal po stopnicah. In kje so vsi? Mami, je pogumno poklical. Iz kuhinje je prišla babica. Dobro jutro, srček, je rekla. Si se naspal? Kje je mami? Kje je očka? Je hotel vedeti medvedek. V porodnišnici sta. Danes ponoči se je rodila tvoja sestrica. Popoldne jo bova šla obiskat. Končno je prišel tisti mali nekdo. Medvedek si je takoj zamislil vse, kar bosta lahko skupaj počela. V porodnišnici je zagledal mamico, ki je stiskala k sebi njegovo novo sestrico. Kako je majcena, se je začudil. Mama jo je držala v naročju kot najbolj dragocen zaklad. Tam je bil pravzaprav vedno njegov prostor. Vendar medvedek ni rekel ničesar. Pridi sem in si jo oglej, se je oglasil očka. Spi kot angelček. Ana ji bo ime. Kaj praviš? Vse skupaj malega medvedka pravzaprav sploh ni zanimalo. Le svoj prostorček je hotel nazaj. Svoj prostorček v maminem naročju. Počasi se je pomaknil bližje. Niti oči ni odprla ta Ana, da bi ga pozdravila. Bil je razočaran in sklenil je, da se bo namesto z njo igral s svojim plišastim medvedkom Edvardom. Kmalu so bili vsi skupaj spet doma. Ana je spala in medvedek se je igral s starši. Razposajeno so se lovili, žgečkali drug drugega, se smejali, vendar ne preveč na glas, da ne bi zbudili dojenčice. Mali medvedek je bil presrečen, ker je imel mamico in očka le zase. Počasi pa se je vse spremenilo. Kadarkoli bi se medvedek rad igral z mamico, ni imela časa, ker se je ukvarjala z Ano. Ano je bilo treba okopati, Ano je bilo treba previti, Ano je bilo treba nahraniti in Ano je bilo treba obleči. Ljubček, ti si že velik fant, je rekla mama, in veliki fantje se lahko igrajo sami. Vzel je žogo in šel iskat očka. Bi se igral z menoj? Ga je vprašal. Ne zdaj, sine, pomagati moram mami. Dvignil je Ano ter rekel nekaj kot: Ali ni ljubka in srčkana in buc buc? Mali medvedek ni razumel ničesar več. Kar naenkrat je bil velik fant. Mama in očka pa sta se vrtela le okrog Ane in jo navdušeno občudovala. Ne zna govoriti, ne zna hoditi. Pozabim lahko, da bi se igral z njo, je mrmral.
Pri mamici in očku je zdaj spala Ana. Ampak to je bil vedno njegov prostor. Kamor je zlezel, kadar ga je bilo strah. Zdaj pa le Ana, Ana, Ana. Kar naprej je na ves glas jokala in vreščala in se drla. Še huje, včasih je tako smrdela, da si je moral zatisniti nos. Mama in očka pa sta bila vsa navdušena nad njo. Mali medvedek ni bil več pomemben. Če imata rada majhne, pokakane medvedke, je razmišljal, se bom pač posračkal in se ne bom umil in bom tudi jaz smrdel. Kaj je narobe, sinko? Ga je vprašala mama. Medvedek ji ni odgovoril. Šel je naravnost v svojo sobo in se vrgel na tla. Na lepem pa je skočil po konci in srdito brcnil v stolp iz kock, da so zletele na vse strani. Potem se je nečesa domislil. Vzel je svojega Edvarda in legel na odejico kani. Ana se je oglašala in momljala in medvedek je pomislil, da pravzaprav ničesar ne zna. Še z ropotulico se ne zna igrati. Le kaj vidita mama in očka na njej, se je čudil. Ogledal si jo je od blizu. Obrnila je glavico proti njemu in se svojimi velikimi svetlimi očki zazrla van. Njena glavica je bila majhna, lepo okrogla in topla. Nežno jo je pobožal po ličku. Kako mehek kožušček ima, je zamrmral. In pravzaprav sploh ne smrdi. Pozdravljena, Ana, je rekel. Jaz sem tvoj veliki brat. Zazdelo se mu je, da se mu je sestrica nasmehnila. Svojo malo kosmato tačko ga je narahlo brcnila. Res je imela zelo majhno tačko. Primerjal jo je s svojo, veliko manjša je bila. Poskušal je govoriti z njo tako kot dojenček. Našomila se je in ga začela oponašati. Medvedek se je zasmejal in Ana tudi. To je bila prva stvar, ki sta jo počela skupaj. Revica ne zna sama sedeti, kaj šele stati, je pomislil. Tako majhna je še, da sama sploh ničesar ne zmore. Zgradil ji bom grad iz kock, je sklenil mali medvedek. Grad za mojo princesko Ano. Ali jo lahko še jaz malo pestujem, je vprašal mamico. Če boš nežen in previden, je odgovorila mama in mu položila sestrico v naročje. Bila je težja, kot je mislil. Odnesel jo je v svojo sobo. Zdelo se mu je, da je velik in močan. Prišel je čas, da novo sestrico predstavi svojim igračkam. Glejte, je rekel, pa je tu moja sestrica. Mama je ponosno opazovala svoja otroka. Moj veliki fant in moja mala punčka, si je srečna zašepetala. Prišel je očka in prinesel žogo. Kaj praviš, sine, bi se šla igrat? Ne zdaj, oči, nimam časa. Ali ne vidiš, da pazim svojo malo sestrico?